Dogajanje znotraj znanega novogoriškega nočnega kluba pa je že tretjič v zadnjih 23 letih stvar sodne preiskave. Tudi tokrat očitki lastnike bremenijo zlorabe prostitucije, le da so lastniki zdaj novi. Kriminalisti ugotavljajo, da naj bi izkoriščali ženske iz Ukrajine, Srbije, Kolumbije, Romunije, Brazilije, za katere sumijo, da so se morale izdajati za gostje kluba in plačevati vstopnino za nudenje spolnih storitev moškim. Lastnik, znan kickbokser Miran Fabijan, vse obtožbe ostro zanika, poroča Mateja Polšak-Čuk. Novogoriški kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da naj bi najmanj od leta 2022 v enem od novogoriških nočnih klubov pod pretvezo gospodarske dejavnosti potekala prostitucija, v kateri so sodelovale ženske iz več tujih držav. Ki so se morale izdajati za gostje kluba in seveda tudi plačevati vstopnino, da so lahko proti plačilu nudile spolne storitve moškim strankam tega nočnega kluba. Kriminalisti so zaradi zlorabe prostitucije kazensko ovadili oba lastnika, 39 in 45-letnega Slovenca ter podjetje. Po naših podatkih gre za znan nočni klub tik ob mestnem krožišču Margerita. Po javno dostopnih podatkih je podjetje Bistar 207 registrirano za strežbo pijač. Lastnik je znan kickbokser Miran Fabijan, ki nam je po telefonu potrdil, da je kriminalistična preiskava v klubu potekala maja lani, ko je še imel poslovnega partnerja, sedaj pa je lastnik sam. Povedal je še, da vstopnina znaša 70 evrov in da lahko v plačilu vstopi kdorkoli, tudi ženska ali pari, ter nato uporablja savne, džakuzije ali 6 sob. Poudaril je še, da vodstvo lokala nima nič z morebitno prostitucijo, ter da zanjo niso novačili žensk, zato je prepričan, da do sojenja sploh ne bo prišlo. Dodal je še, da ima zaposlenih 5 slovenskih državljanov in da je sam zelo malo v lokalu, saj je sredotočen na šport. Na policiji pa na podlagi zbranih dokazov so kriminalisti na specializirano državno tožilstvo v Republike Slovenije tudi podali kazensko ovadbo za skupno 11 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije zoper 2 slovenska državljana. Margarita se je sprva imenovala Faraon. Prve obtožbe zaradi zlorabe prostitucije segajo v leto 2002. 9 let kasneje sta bila lastnika oproščena vseh obtožb. Pred 10 leti se je začelo drugo sojenje s podobnimi očitki. Osumljenih je bilo kar 11 oseb. 6 je po pritožbi dobila zaporne kazni od 5 mesecev do 5 let zapora.